Radio klub kot vsako leto tudi letos sodeluje pri obeleženju občinskega praznika. Letos smo se odločili, da napravimo našo predstavitev opreme, dela in zvez tukaj v tem parku, kjer so odlični pogoji dela, lepo vreme imamo, štante in tako naprej. Kar je tudi nekako trend v radioamaterstvo z postajo v naravo. Se pravi, želimo čim več naših operaterjev privabiti nazaj v naravo in tam izvajati svojo aktivnost. Program danes, kar boste predstavili, kakva bo dejavnost? Danes smo že postavili kar nekaj naših mašin. Delujemo na kratkem valu, na UKV valu, delujemo z različnimi modi delovanja, to je govorna komunikacija, Morsejeva komunikacija in tudi na digitalnih načinih dela smo zelo aktivni danes. Kaj pa nekako še v bližnji prihodnosti načrtujete, da si želite? Bližnja prihodnost je že pri nas, vse se digitalizira, se pravi, stalno so postaje bolj povezane z računalniki. Na takšen način smo uspeli pridobiti tudi nekaj novih mlajših sodelavcev. Delali bomo tudi še naprej na satelitski tehnologiji. Že zdaj 2-3 leta sodelujemo, izvajamo zveze preko satelita, kar je tudi ena navdušenje mladih za naše delo. Seveda, vedno smo nepogrešljivi, ko pride do kakršnekoli naravnih nesreč, kajti komunikacije preko ionosfere vedno potekajo, tudi ko ni električne energije, smo sposobni vzpostaviti neko komunikacijo z komerkoli. Tako da tudi letošnje poplave smo bili aktivni, smo bili pripravljeni, čeprav na koncu nismo bili aktivirani, da bi izvajali svoje naloge, se pravi, ni bilo potrebe po aktivaciji. V Brežiški občini pa tudi aktivno sodelujete z civilno zaščito in morda še s kom, kak je to način sodelovanja? S civilno zaščito imamo pogodbeno relacijo, vedno smo pripravljeni za njihov klic, za sodelovanje. Sodelujemo na vseh vajah, kjer se usposabljamo za različne tipe nesreč, hkrati tudi sami sebe usposabljamo, testiramo opremo, tako da smo vedno pripravljeni.